Jaz vedno pravim, da je karavan najboljši družinski avtomobil. Ogromen prtljažnik za vso možno kramo, znotraj je pa za 4 potnike tudi vedno dovolj prostora, da bodo tudi na daljših poteh zadovoljni. Skratka, vse štima. Ali pa ne, ker jaz vedno gledam na 4-člansko družino, ker smo tudi mi doma 4. Nekateri imate pa 3 otroke in vas je skupaj torej 5, če so otroci še majhni in potrebujejo še svoje sedežke, se pa ta moja teorija malo podre. Ampak se popravljam in najboljši za družine je velik križanec. Zdaj, k klasičnih enoprostornikov itak skoraj ni več. Ampak ne vsak, tale pa že. Evo, 3 ločeni sedeži in v Citroenu C5 Aircross s prostorom res ne bo nobenih težav. Lahko potegnem ven merilni trak, ampak vam že takoj povem, da je avto dovolj velik oziroma predvsem širok, da bodo tukajle eden zraven drugega lahko sedeli 3 mulci udobno in to vsak v svojem sedežku. Ok, ali pa mogoče ne bodo mogli, odvisen kakšne imate. Jaz imam 2, pa ne morata sedeti takole zraven, ker je med vožnjo non-stop prerekanje. Vzgojena košus pa to. A ja, takole lahko naredim. Marka na to stran, pa nazaj, ajdo, semle pa naprej, pa ne sedita po diagonali, a ne. Sedeži so vzdolžno pomični in to za 15 cm nastavljiv oziroma pomičeni tudi sam naklon, kar pomeni, da če imate pa 3 otroke, pa lahko v bistvu stranska sta zadaj, tega damo naprej, cel Tetris lahko igram, ful zakona. Ne, ti už sedel zdaj tlele, čakaj, tebe ne rabam, ko bom smučke raj s sabo vzel, už doma ostal, dobro. In to je super še zato, ker je tudi prtljažnik Citroena C5 Aircross naravnost ogromen in v bistvu lahko ponuja več kot 700 litrov prostornine. Ok, tale je malo manj, zato ker je tole priključni hibrid, ampak je prtljažnik vseeno ogromen, predvsem pa visok. Evo, sup lahko postavim kar po konci, pa ni nobene bojazni, da bi med zaviranjem kam poletel, hkrati mi pa ostane še cel prtljažnik potem za druge stvari. V bistvu bi še lahko ležati tle noter. Ne me zapri, no, grem jaz se vseeno malo spočiti tle. Ne, v bistvu sem se hecal, ker delava. Halo, Kašper? A kdo tukaj? Halo? Jaz bi šel ven. Jaz sem se sam hecal. Jasno, družinski stroj potrebuje še zadnjo stran sprednjih sedežev oblečeno v material, ki se ga enostavno spuca, ker otroci ves cajt brcajo van in velika stekla. No, tukaj vse to imam, da bo svetlo in bodo otroci lahko gledali ven, okolico med vožnjo, če bodo svoj pogled slučajno uspeli odmakniti od ekrana telefona. Seveda je pomembno tudi to, da je avto udoben in avto je težko bolj udoben kot pa velik Citroen, mogoče Rolls-Royce, ajde. Lepo oblaži in se hkrati ne pozibava preveč in če je zame takole povsem nenaporen, je še bolj pomembno, da je nenaporen tudi za sopotnike, predvsem za gospo na desnem sedežu. Ok, tokratni je še priključni hibrid in vsaj 30 km zmore tudi na elektriko, še to je super, ker je hkrati bolj tih, to pa spet povečuje udobje. Čista zmaga. Citroen ima tudi fin konfigurator, da si C5 Aircross lahko individualizirate po svoje in bo točno takšen, kot hočete, tudi to je fina stvar. Moj bi bil črn s kakšnimi hudimi platišči, če bi konfiguracijo uspel opraviti sam. Če bi zraven sodelovala žena, bi bil pa najbrž zelen s kakšnimi roza feltnicami, a ne? No, kakorkoli, precej po svojih željah si ga lahko porihtate in bo cela družina zadovoljna.